Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo v tokratni oddaji Novice na ETV. Včeraj smo praznovali enega največjih krščanskih praznikov, Marijino vnebovzetje. Praznik poleg duhovnega sporočila pomeni tudi slovo od poletja, saj se to nepreklicno izteka, kar lahko opazimo iz dneva v dan, saj so dnevi vse krajši, pa tudi poletna vročina postaja vse bolj prijetna in nič več tako huda, kot smo ji bili priča v letošnjem letu. Ampak brez skrbi, pred nami so še lepi in sončni dnevi, veseli pa bomo tudi kakšnega bolj deževnega, saj je narava zelo izsušena in nujno potrebuje vodo. Nocoj si med drugim oglejte. Razvojna agencija Zasavje s projektom Vizit Zasavje za večji razvoj turizma. Kakšno vodo pijejo Moravčani? Tradicionalnemu srečanju slikarjev na Art Kumu nagajalo vreme. Zasavje skriva veliko turističnih lepotcev, pa tudi nevsakdanje dogodivščine. Žal pa je naša zasavska turistična ponudba premalo poznana v Sloveniji in širše. Veliko pa je odvisno tudi od ponudnikov. Zadnja leta se to vsekakor izboljšuje, saj so vse občine oblikovale spletna mesta, na katerih se lahko turistični ponudniki oglašujejo. Vendar pa so na regionalni razvojni agenciji Zasavje prepoznali potencial povezovanja vseh turističnih storitev. Kako je to videti v praksi, pa nam je povedal Kristjan Adamlje. Torej, namen kampanje Vizit Zasavje je povečati prepoznavnost zasavske regije kot turistične destinacije. Kaj točno to pomeni? To pomeni pozicionirati zasavsko regijo ob bok ostalim regijam v Sloveniji, ki se že pravzaprav zelo kvalitetno promovirajo, predvsem pa to izvajajo na regionalni ravni. In zdaj je čas, da tudi v Zasavju vzamemo ta regionalni pristop in izpostavimo Zasavje kot znamko, kot že, kako bi rekel, uveljavljeno oziroma prepoznano regijo, zdaj pa dajmo še na turistični zemljevid. Seveda Zasavje združuje 4 občine, vsaka izmed njih ima pač svojo spletno ali kakršnokoli drugačno stran, ki oglašuje svoje turistične točke. Vizit Zasavje je pa namenjen dejansko združevanju vseh teh stičnih točk. Tako je, z Vizit Zasavje želimo postaviti enotno vstopno točko, ker bi obiskovalci pridobili recimo vse potrebne informacije in jih potem seveda usmerjali pa na druge vizite, če lahko temu tako rečem, Vizit Trbovlje, Hrastnik, Zagorje, Litija. Kako pa lahko tu sodelujejo ponudniki in pa kako obiskovalci? Torej, namen oziroma način oziroma pristop digitalne kampanje Vizit Zasavje je ta, da spodbujamo obiskovalce, prebivalce in ponudnike, da sami proizvajajo vsebino o zasavski regiji. Se pravi, mi smo omogočili okolje in povabili, se pravi, te omenjene, da obiskujejo točke po zasavski regiji in jih objavljajo na svoje profile na digitalnih omrežjih. Zelo pomembno pri tem je, da vsako objavo označijo s tako imenovanim hashtagom, to je ta lojtra, se pravi, lojtra Vizit Zasavje. Na ta način lahko mi zdaj te objave poiščemo. Torej, delovna skupina RRA je pobudnik te kampanje, sodelujemo pa z vsemi ključnimi organizacijami, ki delujejo na področju turizma v zasavski regiji, in to je ta delovna skupina. Skupaj iščemo objave, ki so ustrezno označene in jih delimo potem na novi Facebook strani Vizit Zasavje. Tako da obiskovalce spodbujamo, da obiščejo vse 4 občine, se fotografirajo, posnamejo video, objavijo na svojih spletnih mestih oziroma na profilih in mi to delimo naprej. Ponudniki pa sodelujejo v kampanji na ta način, da spodbujajo obiskovalce, naj to naredijo in jim, če obiščejo vse 4 točke, ponujajo malenkosti, nagrade, spodbude, tako naprej.
Komunalno podjetje Prodnik, ki v občini Moravče izvaja komunalne storitve in tudi vodooskrbo, je pred kratkim objavilo poročilo o stanju preskrbe s pitno vodo. Naj omenimo nekaj navedb iz poročila. Javni vodovod v Moravčah se napaja iz 3 vodnih virov: Podoreh, Ples, Dešen in Črnograbenski vodni viri. Na vseh se izvaja redna dezinfekcija, dnevna količina načrpane in zajete vode pa znaša 790 kubičnih metrov. Pri tem prihaja do nihanj zlasti v konicah, saj je v letošnjem letu izjemno malo padavin. Zato je bilo izdano priporočilo o nesmotrni porabi vode, predvsem glede zalivanja vrtov, polnjenja bazenov in pranja avtomobilov. Ugotavljajo tudi, da sta potrebni rekonstrukcija in povečava vodohrama Drtija. Sicer je stanje vodooskrbe trenutno stabilno, s čimer je uporabnikom zagotovljena nemotena distribucija pitne in sanitarne vode, seveda ob upoštevanju vseh navedenih prepovedi. Poleg tega pa je velikega pomena tudi nenehno obnavljanje vodovodnih sistemov, saj lahko ob večjih defektih zaradi dotrajanosti pride do velikih izgub, s čimer bi bila normalna oskrba s pitno vodo lahko ogrožena. Letos so se na Kumu spet zbrali umetniki iz vse Slovenije in tudi tujine. Prijavljenih je bilo 23 ustvarjalcev, med katerimi so prednjačili slikarji, sodelovali pa so, kot je že običaj, tudi kiparji in fotografi. Vremensko neugoden vikend je sicer malce pokvaril možnost ustvarjanja zunaj, zato so večinoma ustvarjali v improviziranem ateljeju. Sobota pa je dan, ko se ustvarjalci podružijo ob glasbenem koncertu in odprtju osrednje razstave, ki bo v naslednjih nekaj mesecih krasila Planinski dom na Kumu. Letošnja razstavljavka je mlada slikarka Nina Gole. Mi smo z njo spregovorili nekaj besed. To je zame velika čast, zaradi tega, ker si nisem nikoli mislila, da bom lahko tako hiter, pa tudi kot tako mlada umetnica lahko razstavljala med takimi umetniki. Vaša osrednja tema razstave je pa? V bistvu je malo mešano, veliko je motivov iz narave, v drugem prostoru, kar je na platnu, so večinoma živali, na papirju pa veliko abstrakcij. Omenili ste več različnih motivov, kateri izmed njih je pa vaš najljubši? Najraje slikam živali v naravi, v gozdu, in namreč vse živali, ko sem jih do zdaj naslikala, sem jih tudi v naravi živila. Pri nas, ki se tudi zelo rada gibljamo v naravi, pa tako, ki mi je všeč. Se pravi, vi živite z naravo, motive vlečete iz narave. Kaj pa urbana okolja? Je tudi lepo, samo mi ne potegne toliko, ne vem. Mi je narava veliko bolj všeč, se čutim bolj povezana z njo in živa narava, drevesa in živali. Vi ste tokrat na Kumu prvič? Ne. Sem bila že lansko leto, sicer nisem bila tukaj gor, sem samo sliko dala, pa prej sem že bila 2 leti. Gotovo bo suša tista, ki nam bo ostala v spominu, saj je vse od začetka leta pa do danes padlo izjemno malo padavin, kar se pozna povsod v naravi in na stanju podtalnice, ki se vse bolj niža. Naravno okolje je vse bolj prizadeto, še posebej na poljih in vrtovih, kar bo seveda močno vplivalo na letošnji pridelek. Kaj lahko storimo ob takem stanju? To je vse pogostejše vprašanje, ki se pojavlja v javnosti, predvsem med vrtičkarji in drugimi, ki prisegajo na doma pridelano hrano. Ja, suša letos je res izjemna. To vidim, ko gremo okrog koruza, tudi za polovico nižje ali pa kaj takšnega. Kaj takšnega nisem še jaz videla sploh. Zdaj, kako se obnašati? Nekako intuitivno je iti zalivati vrt. Ampak v principu to niti ni najboljše. V bistvu že spomlad, ko začnemo zalivati rastline po sajenju. S tem rastline samo navadimo na to redno zalivanje. Vzpodbudimo rastline samo, da naredijo korenine pod površino, namesto da grejo v globino. Tako da nekako, kar se meni izkaže za najbolj učinkovito, je spomladi po sajenju rastlin zaliti mogoče enkrat ali dvakrat, ali pa saditi takrat, ko vsaj malo pada.
Tako da pač rastlina rabi nekaj vode na začetku. Ampak čim prej, da pride v bolj sušne razmere, da ko začne poganjati korenine, da te rastejo čim bolj v globino. To, kar pa začnemo v bistvu že potem spomladi mi početi, je pa rastlino zaščititi z mulčiranjem oziroma po slovensko z zastiranjem. Za zastirko lahko uporabimo v bistvu kakršenkoli organski material. Mislim, če ni drugega, tudi plevel, ki ga populimo, pustimo okrog rastlin. Listje, tale praprot posušena, slama, eni tudi karton uporabljajo. Jaz ga sicer glih ne priporočam zaradi teh raznih lepil not in vsega, ampak tudi to je opcija. Ovčjo volno smo letos testirali, krasno se obnese, tudi potem plevel manj raste. Če nimamo zastirke, se vsaj gre, pa se redno, sam površino zemlje z kakšno motikco malo razbije. Tako da se ne dela skorja pa razpoke, ker čez skorjo in razpoke se voda še bolj zgublja. Skratka, najboljše za rastline je, da probamo zadržati vodo, ki je že naravno prisotna v tleh. Še na fakulteti, se spomnim na enem predavanju, nam je profesor čist lepo razlagal, številke tam prinesel in razne prereze tal in vse. Kakor mi uspemo zaliti tla, jih nikoli ne moramo zaliti toliko dobro, kakor jih zalije tudi manjši dež. Tako da v bistvu vse polivanje vode, v času, ko je vode vse manj, je v bistvu dosti velika potrata. Seveda so tukaj razlike. Če imamo plitka tla, kakor so recimo po raznih mestnih in privensnih vrtovih, na plitkih tleh, na apnencu in podobno, tam morda, če je prehudo, se pač res zalije, ampak če že, probamo zalivati vedno zvečer, zato da rastline čez noč pač tisto vodo čim bolj porabijo. Tako da strnemo čim bolj varčno za vodo, rajš probati zadržati tisto vlago, ki še ostaja v tleh. Vsaka obletnica je na neki način mejnik pri delovanju društva, organizacije, kluba. Tudi Golden Ranch praznuje 20 let od začetka delovanja, zato so letos spremenili potek prireditve, ki ne več tekmovalnega značaja, ampak bolj informativno-zabavne narave. Mi smo jih obiskali in pred mikrofon povabili ustanoviteljico. Potrebno je bilo kar dosti dela, truda, prijaznost in, kot sem vam prej omenila, mreženje, ker rezultat neke dejavnosti je samo dobri odnosi z ljudmi iz iste, s katerim delimo isto strast. V tem primeru, na našem primeru je to pač konji, jahanje, ljubezen do športa, ljubezen do mladine, do druženja, do stimuliranja tega sodelovanja in neka odprtost. In če danes smo pač obeležujemo to 20. obletnico ranča z prvim zasavskim western festivalom. Pripravili smo en večji dogodek, ki je bil oglaševan celo po celi Sloveniji, preko radija, preko Facebooka in to. Danes bomo imeli izjemno zanimiv program, jahanje mehanskega bika, western plese, odlična kulinarika v obliku te barbecue hrane, ki postane vsak dan bolj popularna. Imamo krasno pač tržnico domačih izdelkov in se bojo vsi predstavili od medu do društvo kmečkih žena, do mlečnih proizvodov in to. Želela bi se tudi izredno zahvaliti gospodu Sergeju Smrkolu, direktorju pač podjetja Skiti, ki je nam pripravil oziroma doniral tudi lepe pokale. Nam je naredil nova vstopna vrata v maneži z izrezano pač to grafiko našega Golden Rancha in trenutno je to. V petek bo v Šmartnem pri Litiji tradicionalni festival kulinarike Šmartno kuha. Organizator prireditve je javni zavod Bogenšperk, ki je letos k sodelovanju povabil vrsto odličnih ponudnikov hrane. Vse od priljubljenih hamburgerjev, domače hrane do kulinaričnih presežkov, ki danes vse bolj krojijo sodobno ponudbo slovenske kulinarike. Predstavili se bodo tudi odlični vinarji, pivovarji, ne bo pa manjkala niti ponudba koktejlov. Gotovo bo dogajanje v Šmartnem pestro in predvsem okusno, zato bi bilo škoda, če se ga ne udeležite.
To pa je vse, kar smo vam pripravili za tokratno informativno oddajo. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas lepo pozdravljamo.